še enkrat, lep pozdrav vsem udeležencem. Je minilo 5 minut, tako da bi kar začeli, pa če se bo kdo še kasneje priklopil, pa še toliko bolje. Najlepša hvala na začetku za vaš čas in pa za vaš interes za današnjo temo financiranja preko kapitalskega trga, preko izdajanja obveznic. Upamo, da bo današnji spletni seminar zanimiv. Potrudili se bomo, da bo čim več nekih praktičnih informacij, no. Današnji seminar pa je pač tudi lep dokaz tega, kako SID banka in pa NLB sodelujeta tudi na tem področju. In da bi kar predstavil na začetku oba govornika. Prva govornica bo Polona Hiti, ona je v bistvu strokovnjakinja na področju zakladništva v SID banki, ima pač obširne izkušnje tudi s področja nakupov podjetniških obveznic. Drugi govornik bo pa Karel Kač, on je pa strokovnjak z izkušnjami iz podjetniških financ in ima zares, bom rekel, globoko poznavanje področja strukturiranja in pa izvedbe podjetniških obveznic, o katerih se bomo danes pogovarjali. Glavna tema danes bo predvsem predstavitev podjetniških obveznic in kdaj so smiselna izbira za financiranje podjetij. Dotaknili se bomo prednosti v primerjavi z drugimi vrstami financiranja. Pogledali bomo malo proces izdaje, stroške, ki nastajajo in pa neke ključne korake, in pa tudi vlogo investitorjev, med katerimi lahko sodeluje tudi SID banka, tako da upamo, da bo seminar pokazal veliko nekih praktičnih zadev, ki jih potem lahko v bistvu podjetja tudi, o katerih lahko razmišljate, o katerih jih lahko potem uporabljate tudi. Kar se tiče logistike seminarja, se bo lahko vprašanja zastavljala sproti preko klepeta, če želite, lahko pa tudi na koncu v živo. Če pa bojo neka bolj tehnična vprašanja, pa mogoče lahko tudi potem organiziramo dodatne sestanke po seminarju. Tako da mogoče za omeniti še, da se seminar snema in da bo potem posnetek tudi na voljo naknadno. Zdaj pa, da ne bi preveč časa porabil, kar predajam najprej besedo Poloni, da mogoče malo predstavi svoje vidike. Lep pozdrav še z moje strani. Najprej bomo v bistvu začeli kar z osnovami, kaj je obveznica oziroma ključnimi pojmi. Tako da obveznica je dolžniški vrednostni papir, gre za finančni inštrument, kjer vlagatelji posodijo denar izdajatelju, torej podjetju, oni pa na ta način postanejo upniki. Zdaj gre za v bistvu neke vrste posojilo, kjer se tudi te obveznosti, tako kot se kredit pri podjetju, kot se kredit enako knjiži tudi obveznica med finančne obveznosti v sami bilanci stanja. Zdaj, ključno mogoče za razumevanje je predvsem to, da s tem, ko podjetje izda podjetniško obveznico, se ne posega v samo lastništvo. Torej, vlagatelji ne postanejo lastniki podjetja, niso udeleženi v kapitalu, v samem odločanju, tako kot je to pri dokapitalizaciji oziroma izdaji delnic. Tako da v tem primeru obdržite 100% nadzor nad samim podjetjem. Zdaj, izdajatelj, ko izda obveznico, se zaveže, da bo redno izplačeval kupon. Kupon se pri obveznici to imenuje v bistvu obrestna mera, obresti. Hkrati se zaveže pa tudi, da bo ob zapadlosti vrnilo glavnico, to je nominalni znesek oziroma to je ta izposojen znesek. Tako da to so nekako osnove. Zdaj, obveznico izdajajo države, finančne institucije, torej banke, zavarovalnice in pa tudi podjetja, kar bomo danes predstavili. Zdaj, kar se tiče ključnih pogojev obveznice, zdaj glavnica je običajno enkratna, torej zapade ob zapadlosti jo podjetje poravna, lahko se pa tudi dogovorite, da za amortizacijski način odplačila, torej obročno. Če enkratni, se pravi ob zapadlosti glavnice, se vedno poravna tudi zadnji obrok kupona. Kupon
je običajno fiksen in se izplačuje letno, lahko tudi polletno. Zdaj, obrestna mera, ki se oblikuje na trgu, je tržna. Kaj to pomeni? To pomeni, da se pravi izdajatelji primerjajo obrestne mere, ki so obveznic, ki so na trgu, ki kotirajo na trgu. Zdaj, odvisna je od same bonitete podjetja, od panoge, v kateri podjetje deluje, in pa ročnosti obveznice. Pri primarni izdaji se pa dodatno upošteva tudi pribitek na primarno izdajo in pa tudi glede na velikost izdaje. Zdaj, kar se tiče ročnosti, je pri podjetjih običajna ročnost, najbolj običajna ročnost je 5 let, redkeje tudi 7 let. Zdaj, pri državnih obveznicah govorimo tudi o daljših ročnostih. Še omenimo to, da so lahko obveznice zavarovane, kot tudi nezavarovane. Običajno so najbolj pogoste tiste, ki so nezavarovane obveznice. Zdaj, obveznica se lahko uvrsti na borzo, ni pa to nujno oziroma ni obvezno. Zdaj, kaj to pomeni? Če se uvrsti na borzo, pomeni, da vlagatelji, tisti, ki imajo vlagatelji v obveznico, imajo možnost trgovati s to obveznico. To pomeni, da jo lahko prodajo že pred samo zapadlostjo obveznice. To za njih pomeni večjo likvidnost, bolj interesanten papir in pa tudi transparentnost, ker je v bistvu razkrita vrednost te obveznice. Obveznica se lahko uvrsti na reguliran borzni trg, to je običajno Ljubljanska borza ali pa na SIENTER. SIENTER je večstranski trgovalni sistem, videli boste v bistvu tudi to kratico MTF, to je Multilateral Trading Facility, ki ga prav tako v bistvu upravlja Ljubljanska borza. Zdaj, če papir kotira na SIENTER-u, je zahtevano manj dokumentacije, bo potem tudi Karel iz NNV potem pojasnil, kakšne so obveznosti, kar se tiče poročanja. Zdaj, če je sam papir uvrščen na borzo, to sicer pomeni dodatne stroške pri izdaji, potem podjetje mora izpolnjevati tudi določene zahteve, kar se tiče poročanja. Vendar pa ponavadi te papirji so bolj interesantni, pomeni, da vlagatelji so bolj zainteresirani v tako vlaganja, ker so te papirji bolj likvidni, torej gre za tržne papirje in je na ta način potem možno tudi zbrati večje zneske oziroma večja izdaja je možna. Zdaj, vkolikor se pa ne uvrsti na borzo, pomeni ugodnejšo izdajo, preprostejša celotna izvedba, pa ni potrebno prospekta objaviti. Zdaj še po namenu. Nameni so zelo podobni kot pri kreditu, torej imamo, običajno so nameni, je obveznica se izda za, se pravi za investicije, za obratna sredstva, lahko so pa tudi, se izda ESG obveznice. To so, torej govorimo o zelenih, socialnih obveznicah, trajnostnih obveznicah, obveznicah povezanih s trajnostjo. Zdaj, to pomeni, da morajo te obveznice biti izdane v skladu s temi standardi ICMA. To pomeni, da če podjetje izda tako vrsto obveznice, se zaveže, da bo javno objavilo okvir, to je v bistvu neko poročilo, kjer se opredeli, katere zelene cilje bo zasledovalo podjetje. Dodatno mora pridobiti tudi pozitivno mnenje v okviru te izdaje strani relevantnega neodvisnega subjekta, to je v bistvu strokovnjak, ki to oceni, ta okvir, imenujemo second party opinion. In pa letno poroča, se pravi podjetje se zaveže, da bo letno poročalo v skladu z temi ICMA standardi, v letnem poročilu je to ponavadi, se pravi, kako dosega te KPI zastavljene cilje, kako uspešni so pri temu doseganju. Zdaj, kdo so vlagatelji obveznice? Vlagatelji so banke, se pravi slovenske, tuje banke, zavarovalnice, pokojninski skladi, investicijski skladi in pa drugi institucionalni vlagatelji. Pa lahko nadaljujemo tudi, zakaj bi se podjetje odločilo za izdajo obveznice v primerjavi s kreditom. Ena od ključnih je zagotovo ta, da na ta način lahko za izdajo obveznice lahko doseže večji obseg financiranja, ker dostopa do širšega kroga vlagateljev, torej ne samo do bank, ampak tudi ostalih institucionalnih vlagateljev.
Podjetju je omogočena fleksibilnejša struktura samega odplačevanja, torej banke ponavadi želijo imeti amortizacijski način odplačila, se pravi obročno, pri obveznici pa je ponavadi enkratno vračilo glavnice. Zato je smiselno včasih tudi kombinirati, se pravi posojilo z izdajo obveznice zaradi same strukture odplačila. Pogoji pri obveznici so zelo standardni, to pomeni, da so določeni vnaprej, veljajo za vse vlagatelje pod enakimi pogoji, ki so znani pred samo izdajo. Zdaj pri bančnem kreditu se ponavadi individualno določa te pogoje, zahteva se določena pogajanja pri kreditih, postavi se morda več finančnih zavez, dodatna zavarovanja, določene omejitve. S tem, ko podjetje izda obveznico, tudi razprši vire financiranja in na nek način je v bistvu tudi manj odvisno od samega bančnega trga. Zdaj, seveda to tudi pozitivno vpliva na sam ugled podjetja. Če podjetje uspe izdati obveznico, da to zelo pozitiven signal na sam trg, tako do kupcev kot dobaviteljev, ker je uspelo zbrati sredstva na samem kapitalskem trgu. Kar se tiče postopka, je načeloma izdaja hitrejša pri pridobivanju sredstev v primerjavi s klasičnim kreditiranjem, sploh pri večjih zneskih, kjer gre ponavadi preko financiranja preko sindikata. Tako da omenili smo tudi, se pravi, možnost financiranja brez zavarovanja oziroma izdaje obveznice brez zavarovanja kot z delnim zavarovanjem. In pa ročnosti so nekoliko daljše kot pri običajnih poslovnih bankah, običajno 5 let, 5 do 7, sploh kar se tiče recimo obratnega kapitala, kjer so ponavadi krajše ročnosti. Zdaj pa še nadaljujemo še, kakšna je pa naša vloga SID banke. Zdaj, SID banka je vlagatelj in ni organizator same izdaje, kot je recimo NLB, ko bo Karel potem v nadaljevanju predstavil. Tako da v bistvu pred 2 letoma smo v SID banki postavili okvir, kjer smo se zavezali, kakšne naložbe bo SID banka vlagala z namenom, da spodbujamo kapitalski trg. Tako da vlagamo v obveznice slovenskih podjetij, to pomeni, da mora imeti podjetje sedež v Republiki Sloveniji in na ta način v bistvu spodbujamo dostop do financiranja preko izdaje. Zdaj, smo ključni vlagatelj, kaj to pomeni, da lahko participiramo do 2/3 celotne izdaje in s tem tudi dajemo nek pozitiven signal tudi drugim vlagateljem, večjo kredibilnost, pritegnemo vlagatelje. Zdaj, če bi bilo samo povpraševanje v času, ko je odprta knjiga naročil večje, pa se umaknemo z namenom, da damo prednost potem drugim vlagateljem, tako da v tem primeru pa smo udeleženi maksimalno do 1/4 predvidene izdaje. Zdaj, kar se tiče teh 2/3, seveda mi gremo to lahko do maksimalno te višine, do tega odstotka udeležbe, vendar kljub temu pač naredimo tudi mi presojo, bonitetno presojo podjetja, torej analiziramo kreditna tveganja. Vlagamo lahko tako v standardne nezavarovane obveznice kot tudi zavarovane. Nimamo pogoja, da mora biti obveznica uvrščena na borzni trg, lahko je uvrščena, lahko ni. Seveda je to odvisno od same velikosti izdaje, ker je potem potrebno zagotoviti tudi tisto tretjino vlagateljev. Načeloma pa se pravi, institucionalni vlagatelji želijo kotacijo na trgu zaradi same likvidnosti papirja. Zdaj, še kar se tiče namenov, vlagamo tako se pravi, vse vrste ESG obveznic, zelene, kot so tudi navedene tukaj, in pa splošno, se pravi, obveznice za financiranje obratnih sredstev, predmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, in pa tudi v naložbene nepremičnine, če so to po namenu. Neke spodnje meje, kar se tiče vlaganja, se pravi, spodnje velikosti izdaje nimamo določene. Naj še omenim, da kar se tiče namenske porabe v zvezi s temi nameni, zdaj ne preverjamo, se pravi, tukaj ni kakšnega posebnega poročanja po namenski porabi, se pravi, sama namenskost se preverja zgolj iz finančnih izkazov podjetja, ki jih objavi v letnem poročilu.
oziroma finančnih izkazih, z izjemo teh ESG, ki imajo pa predpisane te po standardih to dokumentacijo. Vlagamo v obveznice ročnosti do 7,5 let in pa še zadnje, da se pravi tudi bullet odplačilo, enkratno odplačilo, kot je standardno, smo rekli, pri obveznicah je za nas sprejemljivo. Da to je z moje strani vse. Zdaj bom pa predala besedo Karlu Kaču iz NLB, da predstavimo še prezentacijo. Iz podjetniških financ NLB-ja. Lep pozdrav še z moje strani vsem udeležencem in hkrati hvala SID banki za vabilo, za sodelovanje v tem webinarju. Kdo smo NLB podjetniške finance? Bi mogoče to naj ilustriral kar čez našo aktivnost glede na kapitalskih trgih in specifično pri organizacijah izdaj obveznic. Tukaj so v bistvu naši izbrani projekti zadnjih par let. Kdo so naše stranke? Torej, delamo tudi za srednja velika podjetja, nekatera med njimi imajo tudi relativno majhne izdaje, recimo med takimi je Valiant, ki izdaja obveznice ranga cirka 2 do 3 milijonov evrov. Potem so naše stranke tudi firme, kot je Incom iz Ajdovščine, mogoče ga bolj poznate pod blagovno znamko sladoledov Leone, ki izdaja obveznice med recimo 6 pa 27 milijonov zaenkrat. Titus iz Dekanov, ki je tudi se nekaj giblje v tem rangu med 10 in 15 milijonov evrov. Zanimiva je tudi obveznica recimo z Union hotelov iz leta 2020, ki smo jo izdali v bistvu tik po začetku pandemije COVID in na ta način v bistvu podjetju zagotovili likvidnost za naslednji 2 leti, ki vemo, da so bile za panogo turizem relativno težki. Potem imamo večje podjetniške izdaje, recimo GEN-I, ki je bila tudi prva zelena obveznica v Sloveniji, ranga 50 milijonov evrov. Na koncu so pa veliki izdajatelji, delamo za lasten račun, recimo sodelujemo v konzorciju bank, ki izdajo obveznice za NLB in potem tudi smo pooblaščen primarni vpisnik za Republiko Slovenijo in glavni organizator, soorganizator in tudi največji distribucijski kanal za tako imenovane obveznice za državljane in verjamem, da je tudi med vami kak vlagatelj bil v zadnjih 3 letih, odkar je ta program aktiven. Zdaj, želel bi par besed povedati o samem procesu, se pravi, kako doživi oziroma kakšne aktivnosti so potrebne strani izdajatelja in nas, da dosežemo ta cilj, se pravi zagotovitev finančnih virov za podjetje. Ko pride potencialen izdajatelj do nas, se s njim najprej pogovorimo in opravimo finančno analizo, ki nam pove nekaj o boniteti izdajatelja, o kapaciteti za zadolževanje in na podlagi obeh dejavnikov potem tudi o sami strukturi obveznic, ki je možna, ki jo lahko nekako predvidimo na podlagi naših izkušenj in poznavanja pričakovanj samih vlagateljev. To družbi predstavimo in seveda moramo nekako priti na isto valovno dolžino, vsaj približno, da so ti pogoji za družbo sprejemljivi. Če vidimo, da je dejansko neka izdaja možna na podlagi teh pogojev, potem v bistvu povabimo vlagatelje v sam proces. Se pravi, vlagateljem pošljemo neko vabilo z osnovnimi podatki o predlagani obveznici in samemu izdajatelju. In na podlagi tega jih potem povabimo na predstavitev, kjer mi v sodelovanju z družbo dejansko predstavimo predlagane pogoje in predvsem samega izdajatelja, ker ključno je, da v bistvu kvalitetno predstavimo izdajatelja in s tem tudi vzbudimo zaupanje v samo poslovanje
pri vlagateljih, ker to je potem ključno pri tem, da se v bistvu vlagatelji odločijo za samo investicijo. No in seveda med temi ključnimi vlagatelji je seveda tudi banka, ki je prej predstavila tudi svoj interes za participacijo v takih izdajah. No, se pravi, po tej predstavitvi potem predstavimo družbi same izsledke in v bistvu feedback, ki ga dobimo od izdajateljev. In če je ta feedback nekako skladen z pričakovanji družbe, lahko gremo potem v dejansko ponudbo obveznic. To je potem v bistvu formalizirana ponudba, ki traja običajno dober teden. In v tem dobrem tednu potem v NLB-ju za družbo zberemo zavezujoče ponudbe za nakup obveznic. Potem, ko je ponudbe konc, ta v bistvu povpraševanje preverimo. Če je povpraševanje večje od števila obveznic, ki jih imamo na voljo, sledi alokacija, torej se moramo dogovoriti z izdajateljem, v bistvu koliko obveznic bomo dodelili vsakemu vlagatelju, in temu sledi tako imenovana poravnava. To pomeni, da vlagatelji dobijo obveznice na svoje račune in po drugi strani izdajatelj pa sredstva. Vsebinsko gledano je tu v bistvu cilj projekta v tem trenutku dosežen, torej izdajatelj ima pri sebi finančne vire, ki jih potrebuje. Kaj sledi temu? Odvisno od tega, v bistvu, ali želimo uvrstiti obveznice v trgovanje na katerikoli organiziran trg. Če je odgovor na to vprašanje ne, potem je v bistvu postopek zaključen. Če pa želimo uvrstiti obveznice v trgovanje, potem je odvisno, če gredo obveznice na CN trg, ki je manj zahteven trg, potem samo za izdajatelja pripravimo dokument za uvrstitev v trgovanje, v bistvu uredimo vso pogodbeno dokumentacijo z borzo in je postopek relativno hiter. Če gre pa obveznica v trgovanje na organiziran trg, na formalen trg, potem je pa potrebno skladno s prospektno regulativo pripraviti prospekt in ta prospekt mora potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev. In šele ko imamo potrjen prospekt, potem v bistvu na dosti podoben način, kot v primeru CN-ter, za izdajateljev uredimo potem tudi uvrstitev v trgovanje. Zdaj, glede same dokumentacije bi želel mogoče izpostaviti samo ključne dokumente, ki so v bistvu nekako najbolj pomembni za samo izdajo. Prva je tako imenovan teaser, ki je dejansko samo osnovna predstavitev izdajatelja in vrednostnega papirja, in to je dejansko vabilo vlagateljem k temu, da začnejo analizirati v bistvu potencialno naložbo. Potem imamo samo predstavitev, ki jo uporabimo v bistvu na tej fizični predstavitvi za vlagatelje in je ključna, ker je v bistvu tu ključen element na podlagi tega, na katerega se v bistvu vlagatelji odločajo in nam dajo tudi feedback o interesu, kar je bistvena sestavina, preden začnemo v bistvu z uradno ponudbo. Potem imamo predstavitveni dokument, to je najbolj obsežen dokument v celotni ponudbi, ker to je v bistvu dejansko popolna informacija in formalizirana glede na eni strani izdajatelja in v bistvu pogojev finančnega inštrumenta in na drugi strani glede tudi pogojev same ponudbe. Tako da to je v bistvu ključno in na podlagi objave tega dokumenta se potem tudi začne sama uradna ponudba obveznic. In na koncu sem pa že omenil sam prospekt oziroma predstavitveni dokument za uvrstitev, če gremo po poti v bistvu uvrstitve obveznice v trgovanje. No, ključno vprašanje seveda za vsako podjetje, ki razmišlja o izdaji obveznic, je seveda obrestna mera. Seveda strošek je tisto, kar je vedno prvo vprašanje. In na tem slajdu bi želel opisati samo neke ključne, osnovne koncepte, ki jih uporabljamo pri določanju tega. Zdaj, Polona je že omenila, da imajo obveznice dostikrat fiksno obrestno mero, čeprav so to dolgoročni vrednostni papirji. In na osnoven
osnovna obrestna mera, ki jo vedno gledamo, je tako imenovana obrestna zamenjava oziroma interest rate swap po angleško. In to ni nič drugega na nek način kot dolgoročni Euribor. Se pravi, če imamo bančno posojilo z variabilno obrestno mero, v bistvu jo obrestno mero definiramo kot pribitek nad Euribor. Če imamo pa dolgoročno obveznico, definiramo obrestno mero kot pribitek na obrestno zamenjavo. In v tej tabeli levo spodaj vidite glede na ročnost vrednostni obrestnih zamenjav in vidimo, to je zanimivo in se lahko tudi spreminja s časom, da trenutno ni bistvenih razlik v obrestnih merah, ko se v bistvu ročnosti daljšajo. Se pravi, govorimo o relativno vodoravni krivulji. Na enak način gledamo potem tudi pribitke lahko na obveznice Republike Slovenije. Se pravi, govorimo Republika Slovenija, v Sloveniji se pravi tista, ki običajno izdaja z najnižjimi obrestnimi merami in lovimo ustrezne pribitke na te obveznice. Hkrati moramo tudi paziti, da ima obrestna mera, da je nekako logična tudi glede na mednarodne finančne trge. In zgoraj desno v bistvu je prikazana krivulja gibanja obrestnih mer, v bistvu obveznic izdanih v evrih z petletno ročnostjo in z bonitetno oceno trojni B. To je relativno visoka obrestna mera in v bistvu je tudi nekak referenca za to, kar mi potem predlagamo podjetjem v Sloveniji. In v bistvu to obrestno mero moramo tudi prilagajati prvič glede na velikost izdaje, ker v tem indeksu so v bistvu običajno obveznice, ki so zelo velike, recimo pol milijarde evrov ali pa 300 milijonov evrov v imenovanih benchmark obveznicah, ki nekako so tiste, ki se jih najbolj gleda, ko nekako probamo oceniti obrestne mere na trgu. Potem je treba prilagoditi tudi za bonitetno oceno. Ne moramo reči, da se pravi, slovenska podjetja dostikrat nimajo bonitetnih ocen oziroma skoraj izključno jih nimajo. In zato v bistvu je treba tudi videti, kako narediti neko prilagoditev za dejstvo, da obrestne mere, da bonitetne ocene ni. In v bistvu to deluje tudi nekako v skladu s temi osnovnimi pribitki, o katerimi so govorili, je to zelo pomemben dejavnik. No, kot zanimivost, če pogledate krivuljo, lahko vidite tudi letos nekako v začetku marca, vidite v bistvu korenito povišanje obrestnih mer na trgu obveznic v Evropi. In seveda to je v bistvu direktno korelirano z v bistvu začetkom vojne v Iranu na Bližnjem vzhodu. Zdaj, kaj lahko še povem? Večkrat sem omenil besedo pribitek. Ne glede na to, da v bistvu so obrestne mere v zadnjih pol leta recimo višje, kot so bile lani, to še ne pomeni, da je obveznica manj zanimiva v primerjavi s kreditom. V bistvu z nekega vidika je še bolj konkurenčna, zato ker se je Euribor in obveznice na državne vrednostne papirje so se bistveno bolj zvišale kot v bistvu obresti na podjetniške obveznice. In to pomeni, da so pribitki na v bistvu podjetniških obveznicah danes manjši, kot so bili recimo pol leta nazaj. No, drugo vprašanje, ki nam ga podjetja dostikrat zastavijo, je pa tudi, kakšne bodo obresti v bodoče. Zato sem zgoraj levo še pripravil ta graf, kakšna so trenutna pričakovanja gibanja v bistvu depozitnih obrestnih mer Evropske centralne banke. In vidimo, da je pričakovanje, da se bodo v naslednjih 12 mesecih cirka zvišale za približno 0,4 odstotne točke. In to je tudi posledica v bistvu te energetske krize, če tako rečem, ki je v bistvu višanje cen energentov je vplivalo na višjo inflacijo in zato lahko pričakujemo tudi v bistvu višanja obrestnih mer centralnih bank, s katero želijo z inflacijo ukrotiti. Pričakovanja se konstantno spreminjajo. Vam lahko povem, da sem eno leto nazaj ta graf tudi predstavljal na Ljubljanski borzi in je bil takrat nekako recimo do konca letošnjega leta
imel podatke in vam lahko povedam, da je takrat izgledal graf tako. Se pravi, v letu 2026 se je pričakovalo nižanje obrestnih mer. In tudi lahko vidimo, kako v bistvu je stabilnost v mednarodnem okolju ključna za pogoje, ki jih podjetja lahko dosegajo pri financiranju. Drugo ključno vprašanje, ki ga podjetja vedno izpostavljajo, je seveda tudi, se pravi, izdamo obveznice, kaj to zame pomeni, kakšne obveznosti s tem prevzemam. Seveda ključna obveznost je poravnava finančnih obveznosti iz obveznic, obstaja pa tudi v bistvu ključno so tudi obveznosti glede poročanja. Mi glede tega novim izdajateljem vedno lahko svetujemo in jih vodimo čez ta proces. So pa obveznosti bistveno drugačne od odločitve, ki jo bo obveznica kotirala. Če ne kotira nikjer, se pravi, če ostane netržna, potem govorimo o nekih že po ZGD-ju zakonskih obveznostih, se pravi objava letnih izkazov. Hkrati pa apeliramo na izdajatelje, da se držijo neke dobre prakse, se pravi, da vsaj polletno ali pa letno vlagatelje nekako obvestijo o svojem poslovanju in na ta način nekako v bistvu podajajo ustrezne informacije, da so vlagatelji vedno informirani o tem, da recimo poslovanje poteka nemoteno. Potem imamo C-Enter, se pravi to manj regulirano kotacijo na Ljubljanski borzi. Tukaj v bistvu imamo isto obvezo glede objave revidiranega letnega poročila. Dodatno je pa treba objavljati notranje informacije. In to so informacije, ki so definirane, če bi bile objavljene, bi lahko imeli bistven vpliv na ceno vrednostnega papirja. Se pravi, podjetje mora objaviti informacijo, če se kaj bistvenega spremenilo v njenem poslovanju, zato da lahko potem vlagatelji odreagirajo in ustrezno prilagodijo v bistvu ali pri povpraševanju ali pa na ponudbi na trgu ceno tega vrednostnega papirja. Če gremo pa potem eno stopnjo višje, se pravi, če so obveznice uvrščene v organiziran trg, potem pa poleg teh notranjih informacij moramo pa tudi v celoti objavljati tudi tako imenovane nadzorovane informacije, ki poleg rednega revidiranega poročila lahko vključuje tudi nerevidirana medletna poročila. In to je v primeru, če imajo obveznice nominalno vrednost po apojenu pod 100.000 evrov. Tako da, ampak to je v bistvu že zelo, kako bi rekel, visok standard in poročanja in uvrstitve v trgovanje. No, potem imamo tukaj tudi pregled samih stroškov glede izdaje. Jaz sem tukaj predstavil sistemske stroške. Mogoče zgledajo ti izseki iz cenikov inštitucij malo strašljivi. Ogromno jih postavk je, ampak jaz bi apeliral na vas, to je popolna informacija, jaz bi apeliral na vas, da se tega ne ustrašite, ni vam treba tega niti preučevati, zato ker vas čez celotno to vsebino vodimo mi, ki izgleda na prvi pogled kompleksna, ampak dejansko potem v praksi, ko vam razložimo v bistvu posamezne postavke, dejansko temu ni tako. To so stroški za 3 ključne inštitucije, ki so vedno oziroma običajno obdeležene pri izdaji, vedno je obdeležen KDD, se pravi, to je centralni register, kjer so obveznice dejansko izdane. Potem imamo potencialno zraven tudi Ljubljansko borzo, ki je dejansko platforma za trgovanje. In če gre obveznica v trgovanje na organiziran trg, potem je vključen tudi regulator, Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki je tista, ki v bistvu sam prospekt odobri. Zdaj, to je bilo z moje strani vse. Tukaj sem pripravil še podatke, kontaktne podatke Polone in moje. In v bistvu, če imate kakršnekoli vprašanja glede celotne izdaje, ste dobrodošli, da nas kontaktirate. Vsa vprašanja lahko tudi napišete v klepet oziroma v chat, lahko se tudi oglasite. Imamo pa že eno vprašanje in sicer gospod
Aleš sprašuje, omenjate ročnost obveznic do maksimalno 7 let. Zanimiva bi nam bila izdaja obveznic za financiranje našega CAPEX-a, pri čemer gre za sredstva življenjsko dobo daljšo od 10 let, ki jih običajno financiramo s krediti z ročnostjo 10 do 15 let. Kakšen bi bil v tem kontekstu vaš predlog ob morebitnem razmišljanju o izdaji obveznic? Ja, glede tega vsekakor razumemo situacijo in v bistvu je zelo dobra praksa, da je financiranje, da ima ročnost v bistvu tako, kot ima je življenjska doba sredstev. V bistvu jaz tukaj v bistvu se ne vem točno, pri kateri banki ste, vem, da ima SID banka običajno v bistvu relativno dolge ročnosti teh financiranj. Zdaj, kaj je pri obveznostih izziv? Izziv je to, da ko gremo recimo čez 5 ali pa 7 let ročnosti, predvsem pri privatnih vlagateljih, mogoče bi SID banka lahko tudi sodelovala z daljšo ročnostjo, ampak pri privatnih vlagateljih, ki morajo biti zraven, začne potem v bistvu biti kapitalsko vedno bolj taka naložba zahtevna in se v bistvu zahtevane obrestne mere pri takih obveznicah bistveno podaljšajo. Mogoče lahko delno to mitigiramo z izdajo amortizacijskih obveznic, se pravi, da niso bule, da ne zapade cela glavnica ob zapadlosti, ampak recimo v primeru 10-letne obveznice 10% vsako leto, ampak to ni vedno rešitev. Zato imamo nekako pri teh izdajah omejitve, lahko rečem, da je standard do 5 let. 5-letne obveznice praktično brez izjeme kupujejo vsi vlagatelji, ko gremo potem pa 7 in več, se nam pa nabor vlagateljev, ki jih to zanima, potem zmanjša. Jaz bi tudi rekel to, da spet odvisno je tudi od denarnih tokov vaših nalog. Se pravi, če vi ocenite, da lahko recimo poplačate obveznosti iz naslova financiranja naložbe recimo v 5 letih, lahko potem tudi prilagodite to in bolj agresivno se razdolžujete v prvih letih in potem nekako, kako bi rekel, za lastnike ta denarni tok v kasnejših letih v večjih zneskih potem zagotavljate. Možno so tudi refinanciranja, ampak seveda je to bolj tvegano v smislu, da bi po 5 letih refinancirali obveznice, ki so dejansko namenjene isti naložbi, ampak to seveda pomeni, da ste izpostavljeni tveganju refinanciranja čez 5 let, kar pa je seveda odvisno od primera, ampak ni vedno primerno. Super, hvala. Imamo še eno vprašanje. Kako dolg je v povprečju proces izdaje obveznic za obdobje do 2 let? Ja, v bistvu, ko prvič pride podjetje do nas, ob prvi izdaji običajno traja malo dlje, ampak jaz bi rekel, da je recimo cel razpon od 2 do 4 mesece. Mogoče traja 4 mesece ob prvi izdaji, ampak običajno so izdajatelji redni, torej recimo vsaj na par let pridejo spet na trg in je potem recimo v drugi fazi, ko v bistvu vlagatelji že poznajo izdajatelja, v bistvu proces krajši in lahko se recimo projekt zaključi tudi v 2 mesecih, 2 pa pol. Zdaj, mogoče, če še eno vprašanje razjasnimo, ker se ga nismo dotaknili. Zdaj v SID banki smo omenili, da nimamo neke spodnje meje, kar se tiče minimalne izdaje. Pa bi vprašala, ali imate v NLB priporočilo oziroma oceno, koliko bi bila smiselna najnižja izdaja, se pravi, koliko bi bil minimalni znesek izdaje obveznice po vaši oceni? V bistvu v NLB-ju imamo izkušnje, v bistvu vemo, da se da na slovenskem trgu izdati zelo različne obveznice. In lahko rečem, da so najmanjše izdaje, kar smo jih delali, tudi že recimo 2 milijona evrov smo izdajali. In potem v bistvu gor pa praktično ni omejitev. Velika podjetja lahko izdajo tudi obveznice po 100 milijonov evrov. Govorimo o najboljših podjetjih, ki recimo jih percepirajo vlagatelji kot malo tvegana, potem so lahko zneski tudi zelo veliki. Ampak kot rečeno, začnemo za srednje velika podjetja, lahko začnemo tudi 2-3 milijone evrov, tak primer tudi pogledamo, zato ker se želimo spodbujati ta trg, da čim več podjetij pride zraven. Super. Mislim, da nimamo več vprašanj. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, vedno lahko pišete na naše e-mail naslove.
Z nekaterimi se bomo tudi slišali, kar se tiče prezentacij, vam bomo jih poslali tudi po mailu, skupaj z zahvalnim mailom, ki vam ga bom poslala, tako da dobite obe prezentaciji. Tako da hvala lepa za vašo udeležbo, pa lep pozdrav. Hvala. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje.